Prodaja ima v Sloveniji nažalost eno tako negativno konotacijo. Že sama beseda prodajati je v bistvu zelo negativno, emocionalno vtisnjena v naši podzavesti. Ne? In to mene v bistvu zelo moti v naši kulturi, če sem čisto iskrena. Ker sama verjamem, oziroma sem prišla do odgovora, ki je spremenil moje prepričanje o prodaji, da prodaja je dejansko nekaj dobrega. Prodaja dejansko pomeni dajati ljudem pomoč, rešitve, pomagati jim pri premagovanju njihovih ovir. In zanimivo mi je prav dejstvo, da imamo Slovenci že v samem korenu besede ta pomen dajanja, torej prodajanje pomeni profesionalno dajanje. In zakaj torej razmišljamo o prodaji kot neko profesionalno jemanje? Samo vlečenje denarja z denarnic ljudi, podjetij, korporacij in prodajanje prazne megle, stvari, ki jih nikoli ne rabimo. Zanima me, zakaj potem mi vsi vsak dan hodimo v te trgovine in kupujemo te stvari, ki jih sploh ne rabimo in jih imamo povsod okoli nas, če je prodaja nekaj toliko slabega. Dejstvo je, da vsi mi imamo nekaj hotenja, nekaj želenja, nekaj, kar nam popestri mogoče življenje, dan, teden, službo, družbo, karkoli. In ja, nažalost, oziroma na srečo, imamo tudi kar dosti materialnih stvari, ki nam včasih tudi zelo olajšajo življenje. Kot naprimer tale moj pametni telefon, ki mi pravzaprav v obdobju moje lastne pisarne zdaj omogoča, da lahko komuniciram z vami. Ne? In stvar je v tem, da si želim, da bi kolektivno spremenili ta odnos do prodaje. Da bi razumeli, da je to nekaj, kar je simpatičnega, kar je dobrega, kar povezuje ljudi med sabo. Ne? Da je en klic pravzaprav nekoga, ki mu rečeš, hej, živijo, a ti lahko kako pomagam, ne? Da je to v bistvu nekaj dobrega in da ne, da, kam je pa ta spet nekaj tle bozerira. Se opravičujem za francoščino, ampak roko na srce, v bistvu Slovenci smo narod, ki imamo na prodajni lestvici zelo visok prag do odločanja o tem, a bomo nekaj kupili ali ne bomo kupili, a bomo sodelovali ali ne bomo sodelovali. Radi pravzaprav razmišljamo, da so tisti, ki prodajajo, zagotovo nekako zlagani, da zagotovo nam želijo prodati pod vsakim pogojem, za vsako ceno, ne glede na to, a mi to rabimo ali ne rabimo. In jaz zelo, zelo močno verjamem, da ni res. Da imamo izjemne produkte, izjemne storitve, tukaj smo izjemni strokovnjaki na tem področju, izobraženi, razgledani, z izkušnjami in je prav, da tudi sami sebe vidimo drugače. Da ko razmišljamo o tem, da bomo prodajali, da bomo dajali, da razmišljamo v bistvu o tem in tudi pozovem tebe, ki danes gledaš moj video, da razmišljaš o tem, a si tudi ti mogoče profesionalni dajalec pomoči ljudem, svojih storitev in tako naprej. Ok, toliko za enkrat, ampak o tej temi bom še govorila. Se vidimo. Čau!